Predlagatelji ukinitve okolju škodljivih subvencij so odločni, bodimo pogumni in naredimo nekaj prvi. Za začetek predlagajo, da bi vlada z ukinitvijo le nekaterih subvencij v energetiki, kmetijstvu in prometu naslednje leto prihranila 100 milijonov evrov. Mi smo mehna država, to se da pri nas narediti, če je zadosti političnega konsenza. Skratka, da se pokažemo kot ena dobra praksa, ki bi jo lahko posnemale pri tem tudi druge države. Katere subvencije bi ukinili, še ni znano. Je pa znano, da največ denarja država nameni za povračilo potnih stroškov. Če bi te subvencije ukinila, bi prihranila okoli 150 milijonov evrov na leto, a obenem razburila državljane, ki jim vrnjeni potni stroški predstavljajo pomemben dodatek k plači. Brez denarja bi bil, ne? Zelo veliko pomeni to pri vas. Seveda, ne? Če nekje 800 evrov plača, plus 150 evrov, ki jih ne bo. Res, mislim, da je katastrofa, no, kje se špara. Tako, mislim, zapravljajo na enih koncih, na drugih vrčujejo tam, kjer ne bi bilo treba. Zato je odveč bojazen, da bi ukinitev potnih stroškov sprejeli kar čez noč, kar pa ne pomeni, da se to ne bo zgodilo postopoma. Čez 5 let denimo pa je odločen poslanec vladnega SD-ja. Zakaj? Zato, da na ta način tudi vse, ki smo prejemniki povračil potnih stroškov, tudi poslanci smo med njimi, postopoma privadimo na druge oblike in alternative, recimo javnega prevoza za prihod v službo. A oblastniki bodo morali ljudstvu v primeru, da ukinejo subvencije za prevoz na delo, nekaj dati v zameno. Potrebno je ponuditi neko alternativo, tako kot ste vi rekli, kvalitetni recimo javni potniški promet, mogoče ustrezna kompenzacija pri potem nekoliko višji plači, osnovni plači in pa seveda službene vozovnice za javni potniški promet. Kaj bo država na koncu subvencionirala in česa ne, bo stvar pogajanj med socialnimi partnerji, a dejstvo ostaja. Država na letu za okolju škodljive subvencije nameni več kot pol milijarde evrov, to pa je kar polovica proračuna.